Rekel se ustavište, ko si v smokar, se ustavište kar za zebe. Pol tukaj je pelerina, pončo, vojaški, ker ga lahko raztegnem. Kako ste pridna rečika? Lejo. Blicer, lej. Slika. Je to? Ja, se bo šlo. Sem to je zato, da se slikaš. Evo, lej. Nad oblaki gor. Evo, sonce. Zdaj pa da vam še pokažem, zdaj smo na vrh gor, sam ni še to čist. To je 202 jurja, 280 skoraj. Ampak le imamo sonce, kot sem rekel, smo nad oblaki gor. Tukaj prije gondola gor, tja gor še gremo. Tukaj se še mogoče dol tam kakšni vrhi vidijo. Ne vem, ker mi sonce sveti v glavo, tako da nič ne vidim. Tukaj se psom spodi. Tukaj dol pokažem, tukaj dol gre gondola, ne? Tukaj samo imamo nebo gor. Ne tam dol, lej. Kaj je dober. Ura je zdaj 12, točno 12. Ura je točno 12 zdaj. Koliko smo naredili? Okrog 5000 korakov, 6000 korakov smo naredili. Hodili smo pa gor. Koliko? Ne? 2 ure 40. Ja, toliko da smo hodili? Tam neki? Evo, tam imajo tudi dva, le. Imajo tudi še dva psa. Te so gor prišli peš. Kaj? Misliš, no? Če pa imata ruzak, pa čevlje, pa vse sta napravljena na gozdno, tiste dva s psom. No. Že malo tle, da smo se najedli. Sušimo cune, ker je vse mokro, na fertik. Tle se že vidi. Ja, imaš prav. Saj se nič ne vidi. Nič se ne vidi. Ti gremo gor, no. Ta naša rečika tudi gleda, kaj je tam dol. Evo, odejca. Gremo malo višji zdaj gor. Zdaj smo lepo kavico spili, a ne? Pa najedli smo se. Zdaj imam dolge rokave, ker je hladno piha. Razen one oblačne odeje vam nimam kaj pokazati, ker je vse pokrito, pa megleno. Zdaj gremo še na ta zadnji špic, da pridemo na najvišjo točko kle in pol pa počasi dol. Nažalost je to, kar bomo lahko pokazali, ker je oblačno. Super za hoditi, ampak beda za videti. Ampak ja, mogoče se bo pa še razkadilo. Zdaj mi je vroček, sem v flisu noter. Ja, to je to, če smo prispeli. Tukaj je 2310.
Tako da zdaj zaenkrat sva letos na najvišji možni točki. To je najvišji vrh, sva prišla. Tako da svaka nama čast. Po koliko cajta? To je, ne vem, kateri breg je to za naju? En 5., 6. Rigi. Pol po Rigiju je bil Pilatus. Pol je bil Stanserhorn. Pol Engelberg. Mitten in ta je 6. Evo. In evo, zdaj se je malo razkadil, da vam pokažemo. Evo, smo nad oblaki. Zdaj je bilo fino, da se še tale megla razkadi. Tukaj na tej strani nimamo nič. Tukaj počiva. Tukaj lahko se pogleda, evo. To je bilo ta prva, tukaj je bila tale network, kakorkoli 1900. Leta 1900. To so potem letnice, kaj so kaj dosegali. Kaj se dogaja. Največ pa ja. To je skica piramide leta 1889. Torej 100 let prije sem se rodil. So oni že risali skice, kako tukaj gor tole piramido postaviti. Dobri so. Ale, Titlis. Simona, sklej se bi mogli Titlis videti, pa Rigi, lej. Vidiš? Sam. Le si se še malo bolj razkadila. Ampak, če bo taka, zdaj se mora to razkaditi vse skupaj. Ja, bomo videli. A bo to zdaj še da gre zdaj sam še dol. Ali bova škle gor malo ki lutala mogoče. Jaz se moram itak preobleči, če nam zgor v tem. Tem pa ali bova še kle naprej malo bluzila pa počakala mogoče, da se to razkadi, a pa bo šla potem sam še direkt dol do enega jezera. Čeprav klede v tej največji megli dol, ko sem pokazal, bi mogel biti dva velika jezera, v bistvu en ful velik jezer bi mogel biti sam. Ja, pa lokomotivo na paro, ne, smo tisto sam nekaj malega videli, ne. Ja, škoda, res škoda. Sam še enkrat sem gor ne grem, tle sem si že spominka kupil, tako da tle gor ne grem več. Če bo treba sam na kakšen drug breg iti, ko bo mogoče z druge strani videl. Ja, zdaj sva sem prišla pa se je skril. Sem pa je treba. Nič ni. Nič se ne vidi, to je tako, se vidi pa se ne vidi. Zdaj sva šla sem gor, nič se ne vidi. Nažalost smo prišli gor. Mislim, na srečo, hvala Bogu smo prišli gor, ne nažalost, ne, ampak nažalost je, da imamo oblake okrog in se nič ne vidi. Smo mogli še klele na 2 ure čakati, ampak problem je, da imamo ene 2-3 ure še do dol, potem pa še 1 uro vožnje do doma in pa bo pa že ura tako 5-6 zvečer, zato pa morava iti pač. Sva bila zdaj klele gor, sva bluzila zdaj ziher skoraj, koliko? 1 uro pa pol ziher sva čakala, če ne več, ne. In žal. Bomo pa tam spodaj gremo mimo enega jezera, pa bomo tistega še posneli, pa še kakšne take stvari. Le, kle gondola, ne? Evo, kle dobro. Tam dol se tako malo jezero vidi. Sam.
Imajo žurko tam dol, se prav sliši muzika, ki nažide, ne? Evo, glejte, prej je še bila prazna ta žičnica, ne? Evo, zdaj pa se že furajo gor, zdaj pa stojijo tam, ki izgleda gor neki. Ne bomo malo čilali klele na luft gor. Ale se malo hribčka vidi tam celo, vidim, da je kle hrib. Ful dober. Toliko sem videl od te gore, da joj. Kaj? Srček. Vidim. Vidim srčka. Ja. Reja, čakaj. Tlek je pa lepa potka, mislim, ne? Bolj obdelana, predelana, izdelana. Je pa dost. In je veliko več folka, ne? Pa bolj položna je, ne? To je narejeno, ono je pa naravno. Tako, kot je Simona rekla. Evo, pa srčka no več. Ne, pa je šel. Je šel. Pa. Te oblaki se lahko tudi spakirajo nekam. Zdaj kaj vidim. Zdaj vidim sam pot. Že je dobro, da pot ne vidiš. Ja, Da ne, še da bi šlo šlati. ja. Evo, kle je, kle pa fotopoint numer 3. Fototrail, lej. Rothorn. To je to. Naša Reja je že tam šla po vodi pit. Evo, to je jezero neko malo, ne? Evo, klede dol zdaj, ko pa pridemo. Tam malo ne bom najdel neko eno skalo, da lahko jaz ruzak odložim. Pa to pa Reja, da gre pit. To te oblaki, ne, to bi bil tak svetovni razgled, da adijo, ne, tukaj smo v luknji noter nek. Sem brez kape, ker sem skuštel namreč, ker sem imel mokre lase, na fertik. Evo. Kakšna beda, da je tale megla tukaj. Ampak ja, tukaj je orang plaža. Tukaj je orang plaža. Pejt pit, Reja. Kaj zdaj svetoš ob tej vodi? Si že šla pit? Pejt pit, ajde. No, pi. Pi. Evo, tam gor je še klopca. Sem kaj bom gledal, še več megle. Ja, evo. Evo pa klele se spakira. Zdaj se odložim ruzak, pa vam pokažemo, kaj imamo malo v sabo. Evo, zdaj sem prišel kle gor, imamo lepo klopco, da vam pokažem, kaj imam s sabo. V bistvu to, kar imam jaz tukaj noter, je duplo, potem še enkrat, isto ima tudi potem Simona. Tako da imamo s sabo. In ja, zdaj pa, da kaj imamo skoraj vsakič s sabo, tudi zdaj, kaj polet pa to, kar imamo skozi s sabo je palce za hoditi, te so tele, kaj so to? Quechua, kaj je od Decathlona, pol tale vojaški ruzak od Milteka, ko ima tle gor naprimer imaš žep, v tem žepu gor je noter tista prevleka vodoodporna za ruzak, ko čez potegneš. Pol naprimer noter imaš dvojno tole lastiko za zategen, je potem pač en predal samo. Pol je tukaj en stranski predal, sprednji predal, pa še en stranski predal. In potem še tukaj spod je še en predal, tukaj noter imam naprimer za Rejo, imam trenutno zdaj imam za, če je slučajno pot taka bolj oprznico imam, če je pot slučajno bolj taka zahtevna, pa to, da jaz lažje primem pa vse. Pol je tukaj naprimer še en tale žep, pa to je za predi zapet za pas. Pa tukaj tudi naprimer še en za pas zapet.
mislim, to je še en žep, ne. Potem na ramnicah, ramnice imajo tudi za skup spet zgore pri ramah, zato da je malo bolj stabilen ruzak, ne. Ta ruzak ima tam 1,5 kg, tam neki, ampak mi je, ko imamo toliko stvari, pa to pa rajši jemljem tega velikega, pa tudi če se malo bolj nažoka not, ampak vsaj placa imam dosti. Evo, bom glede vetrovko in, kaj je to, vetrovka in za dež, proti dežju, vodoodporna vetrovka rečemo, od Revolution Race. Ne vem, kako se pa že imenuje. V glavnem je, kako bi rekel, skoraj 100% odporna proti te, da ne prepiha čez, ne? Plus ne vem koliko 4 od 5 ima proti dežju. Evo, pol imam tukaj to kapo, smo zdaj kupili za spomin na, kaj je to že, ki sva, Rothorn, ne? Brincer Rothorn, sem si spominko kupil. In potem tukaj imam še flis s sabo, tak bolj tanjši flis, ne? Ker ko se ustavište, ko si v smoker, se ustavište kar za zebe. Pol tukaj je pelerina, pončo, vojaški, ker ga lahko raztegnem in ga si naredim kot, lahko naredim tako streho nad glavo, ga zvežem, ker ima luknje na vogalih pred tem, da si pač naredim, ne vem kako bi temu rekel, ponjavo čez potegnem, ne. Tarp, po nemško ali angleško je tarp, ne, po naše ne vem kako bi temu rekel, ne. Pol to je enostavno tisti šal, ko je šlavh, ko je, kaj že, ko rokav ali kako se že reče, ne, ko ga čez glavo potegneš gor. To je pač mikrofazerjeva tale brisača. Pol tukaj to je čutara od reje, pa tukaj imam hrano not. Tukaj je dron. Tukaj noter so baterije pa te nastavki za GoPro. To je potem ena vojaška lampa na glavo. Je zelo močna, do 200 metrov ti osvetli. Pol tukaj noter imam očala, čeprav zdaj ob tem vremenu glih ne rabim. Pol na tej strani to imam čutaro, tole, 1,5 litra od mizu, ki ima dejansko je noter slamca. In lahko potem tako piješ ven. Je pa tudi možnost te kombinacije, da tukaj spodaj namesto slamce našrofaš gor filter in potem dejansko vodo zajameš, noter daš in potem čez filter piješ to vodo, ne. Tu so toaletni robčki vlažilni, ko so biorazgradljivi, zato ker če gremo tukaj v naravo, ne, nočemo puščati smeti za sabo, takih, ko se ne razgradijo, ne. Pol seveda to mora biti zraven, prva pomoč. To je emergency blanket, to je alu, ko prvo če te zebe, te zagreje lepo. Pa še, ko vidite, ne, te greje, če je zlato navzgor te greje, to je če je mrzlo. Če je pa poleti, da ti je pa vroče, se pa lahko s to pokriješ, da je srebrna nagor, pa te hladi, ne, ker odbija sončne žarke stran. Pol to je malo tak energy regal, to je ploščica teh, kaj je mandl, tih oreščkov pa tega stvari. Čigume. Evo, to je pa LifeStraw. Tako bom rekel, za silo tako je cool, ne? Ampak to je dejansko tudi tako daš tale spodnji del, daš v vodo noter in potem na slamcu klele piješ in potem vsakič, ko potegneš vase, moraš potem tudi kontra ven pihniti, zato da filter ne zabašeš, ne? In to je drugače super zadeva. Ampak naprimer ne moreš s tem filati čutare, ne moreš nič kaj s tem narediti, ne. Tako da naslednjič vam pokazal eno drugo varianto, ki je še boljša. Drugače pa naprimer tale LifeStraw ti tam ene, mislim, 4000 litrov vode ti prefiltrira, preden je tale patron noter za nič, ne. Je pa po 20-25 evrov košta ena tale, ne, tako da 4000 litrov vode pa je tudi, ne vem koliko je to, koliko so računali, en leta. To je 4000, pa da 2 litra na dan moraš spiti, je to 2000 dni, ne? Torej imaš za neki cajt eno tako. Sem pravi, to je samo tako, da greš zašetno, da greš s sabo, da spiješ, zdaj pa ne moreš pa s sabo vzeti vode, razen če bi dejansko v čutaro noter nalival vodo umazano. In potem bi vsaki čutaro odpiral, pa potem na slamcu tole ven pil, ne?
Pol pa še sam. To imam tole torbico tukaj, ki imam noter telefon, denarnico, pač dokumente pa to, pa plus še to kamero imam s sabo. Pol tole je štrik od reje, da jo prevežem, klobuk, ker ga rabim, ker sem že star in me moti sončna svetloba, da mi nabija v glav. Sam drugače pa imam, to je tale švic majca, imam ene par takih švic majc, pa te so hlače tudi od Decathlona, ne vem kaj so tudi kjer, to je 4Class je tola. So kratke hlače, lahko jih pa podaljšam v dolge, so dejansko kar, tako bom rekel, no, zdaj sva bila že ene 8krat okrog, rečemo, pa so se že začele malo muckati, spredi pa zadnji od druzaka, spredi najbrž od pasa od druzaka, da so se začele muckati, ne, čeprav bi mogle biti, koliko so bile, 80 €, bi mogle biti, se mi zdi, malo bolj take, ampak ajde, dobro, so pa take lahke, dihajo ful dobro, pa tudi hitro se posušijo, ne. Pol čevlje, imamo pa tele pohodne, to so od Sherpe, te pa moram ful pohvaliti od Sherpe te čevlje, ker pa so zdaj že kar naredila nekaj kilometrov za mene, to kar dosti, pa po hribu gor, pa po ravnini in so mehke, še kar noter, so take kar fajn mehke, noga lepo paše noter, vodoodporne so, to so čist vodoodporne, ne, in moram reči, da so svetovne, ker sem tudi že v vodi stal sem kar globoko v vodi stal noter, pa nič ni čez prišlo, ne. Ker je tudi jezik je tako zašit pa vse skupaj, da ne pride čez, pa noga mi tudi kar diha, ne bom rekel, da mi švica noga noter, ker vse pač švica to že itak, to je normalno, ampak ni take krize, ne. In tako da moram reči, te so reciklirane kao te čevlje, ne, od Sherpe in moram reči, da so res svetovne so. No pa kaj je še kaj takega, no, pa imam pa še tole uro s sabo. To je Garminova ura, zdaj pa jaz potem tudi hodim, vidim, kje smo, ker imam tudi navigacijo, kam moramo iti, na katerih metrih smo, kaj kondicijsko. Naprimer, danes sem bil ful presenečen, ker tisti breg, ko ste prej videli, v kakšnega gor sva hodila, je bil srčni utrip tam okrog 110, tako da kondicijsko sva kar Simona napredovala, ker prej, ko sva šla ne vem, na Pilatus ali pa to, bi bil srčni utrip 100% kle gor 180 ali pa 150, ne. In moram reči, da se kar pozna, no. In ja, to je tak zdaj na hitrico tak update, pa kaj pač imamo s sabo. In to dejansko, kar sem zdaj pokazal, tako razen pač drona pa GoPro stvari pa to, ima Simona isto s sabo. Ker je pač, jaz še imam hrano, zato imam tudi večji tale nahrbtnik, še te banane pa sadje pa to. In ja, to je po večini to, no, kaj imava s sabo in to je po večini vedno zraven noter, ne, MDB. Tako da, ja, zdaj pa to moram itak spet nazaj noc spakirati, ne, in pa greva nazaj dol v dolino. Tako da, evo, zdaj imamo, tukaj nekaj imam za vam pokazati, jaz ne vem, kaj je to. Mogoče vi veste bolj. Napišite pol v komentarje, kaj to ne bi bilo. Kaj ne bi bilo tole? Meni to tako, po en strani mi je reflektor se mi zdi bolj, ne, ker to je malo prehuda zadeva. In tudi po šlaufah pa teh kablih, kakor je, se mi zdi, da je to bolj cev za vodo. Da je to mogoče kakšen nun za sneg delati. A je možen? Ker ta cev izgleda mi tako, kot bila vodna cev, ta bela, pa pač še za štrom pa kakorkoli. A je malo? A je to možno, da je to za sneg delati? Pa ga klele dol šopajo, klele dol itak, ta prepad klele dol. Klele imamo itak ta pa taka široka cesta, za ratrak pa tako. Pa tudi ziher za nas tudi, ne. Mislim, za avti z džipi klele gor pride, če rabijo tam gor do kmetij iti pa to, ne. Ker sem videl še po drugi strani dol gre tudi še ena taka bolj široka cesta. Vse komu z džipom se pelje klele gor. Tako da, ja, no, če veste, kaj bi tisto bilo, kar napišite mi v
Ja, evo, tako kot sem rekel, to je z džipi se vozil tle. Evo, ena sled, ne. To je sled, profil, to je bil od Pirellija profil, ne. Z Otto Zero. In ja, no, glavno, ajde, sporočite mi, napišite v komentarje, da vemo, za vse, kaj gledajo. Evo, imam nekaj za vam pokazati. Kaj pa je to? Emmensprung zum Nordsee. Aha, le to. Tukaj pa tale Emmensprung pride. Zdaj smo mi. Kje smo mi? Tole najbrž, ne? Tukaj smo mi. In potem gre tale voda. Gre tukaj v Reusa, gre, le, Zürich, ne? Pa potem gre tukaj gor na Basel, Freiburg, Oberrhein, Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden. A to je reka Rhein pol, le? Oberrhein. In tale gre potem gor Koblenz, Bonn, Köln, evo, Rotterdam, pa ven. A, dio, klele pride ven. To je kaj izvir. Emmensprung, ne? To izgleda izvir. To je Kleine Eme. Kleine Eme, to je mala Eme, kao. In potem gre tukaj v Lucern, pa potem itak v Vierwaldstättersee, ne? To je tisti pri Lucernu, tisto ogromno jezero. In se izliva pol izven, se izliva v reko Reuss. In ta Reuss gre potem dalje. Pa klele Rhein, kle se preklopi nekaj na Rhein zgleda. In se s tem Rheinom kle potem gre Hochrhein, ne? In gre potem kle naprej dol. Kle je Hochrhein, Reuss se preklop na Rhein, to je visoki Rhein. Pol klele je Oberrhein, to je zgornji Rhein, srednji Rhein, nižji Rhein in pol je pa klele ven. Zanimivo, evo, kaj bi lahko šli na kajah pa gasa gor do Nizozemske. Mogli bi videti ta pogled. Evo, takole se začne, fanti in dekleta, ne? Prvo takole ven pride vodica, ne? Tako pride ven. Tako pride ven in pol imamo, kar imamo, ne? In pol pride tam v jezero itd, ne? Svetovno. Kaj reja? Pet pik. Kaj je ledena, a? Zdaj pa greš čez. Voda je pa ledena. To je pa ledena voda. Ajde. Tako malo z gešmakom. Drugač, to, ker je izvir, sam pinta je, da klele je viden cev spodaj, ne? In ta cev potem pride tam že neki, se gor nabere voda, ne? In gor smo videli pokno krav, pokno vsega, ne? In ni zdaj, bi rekel, da je to 100%, da je to čista voda. Zdaj, da ne bi bilo cevi, ne? Pa da bi to dejansko res iz zemlje tako ven prišla. Pol bi bila to, za moje pojme je bila to 100% varna voda za pit, ne? Ampak, ker je pa cev noter, pa boh je potem to zgor, pa te kravi dreki, pa vse te stvari, ko jih imajo. In ne vem, drugač ni švoh voda, ne? Ampak, naprimer, če češ biti 100%, ne? Isto, kot pa nam je jezero, ne? Ko sem bil, ko sem vam kazal, je naprimer potem optimalno, da imaš en tak filter s sabo, da si zaziher, da ne boš kaj zbolil, kakšno bakterijo fasal, pa potem ti lahko tista bakterija kar orang škodo naredi, pa te celo posprav, ne? In naprimer, pa imaš pa tako slamnico, ali pa naslednjič vam pokazujem drug filter, ki bo potem tisti skozi z nami hodil, ali pa se nosil. In zato je pač potem dobro po en stran imeti filter, ne? Ker pač je poseg človeka bil tam vmes, ne? In drugač pa, tako če ne bi imel biti tisto pil, da ne bi imel naprimer filtra s sabo, pa to brez problemov pijem tisto vodo, ne?
ker tam je zelo malo možnosti, da bi kaj bilo, ne. Ampak nikoli ne veš, ne. Zato je pač pol, reš imaš pol nekaj tazga s sabo, ne. Lej to! Super! Iz tistega mehčkega izvirčka dol tole dol pada, ha? Ja, spet te oblaki mi tlele v glavo butajo, ne? Kaj je ja? Ne, 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 pridi, greva skupaj, spet greva skupaj. Kaj je dobro, ne? Jubi! Smo že skoraj spodaj. Spodaj, ja. No, še nekaj smo najdeli lepo. Vsaj nekaj, še nekaj tazga, da lahko popostrimo, da ni lih sam ta meglasta megla oblak. To ne vem več, kaj je, to že vse skrb mešam, še sam ne ve, kaj je to. Prav nič nismo videli. Prav žalostno. Kakle da bi imeli tako, se mi kar zdi, da bi bilo pohno razgleda levo in desno. Ne? Res bi lahko bilo ogromno, ampak nope. Evo, kaj bom pokažel vse take mečkane hišice, kako imajo kle gor narejen. Ne vem, če lahko to povečam slučajno. Ne, ne gre. Ampak okej. Tukaj, glavna štala. Zdaj smo tam na 1350, nekaj mislim, da nadmorske višine. Še malo pa bomo prišli do avta. Tam rečemo dobre pol urce najbrž. Evo, kle pohno kravic. Smo cel cajt šetkali tako vmes med njimi, sam ne med temi drugimi. In ja, zdaj smo pa kle gor, mislim, kle dol. Pa moramo še malo nižji iti, pa do avta, pa malo hiter statistiko, tamo skozi. Ja, lejte te zvonce, če lahko kakorkoli približate. Joj, te boge krave s temi zvonci. Vsaka ga ima gor, vsaka. To ne moreš vedeti. Sam res je, tukaj so veliki pašniki, ampak vse imajo ogrado tega pastirja. Včasih pastirja niso imeli, pa so imeli zato zvonce najbrž, zato so jih najdeli. Ampak zdaj smo pa, mislim, da malo tehnološko že toliko bolj napredni, da imajo ograjo te zajlo napeto, bi lahko vse te zvonce dol skidali, pa saj je eni pustili, če ne drugega, ampak ajde. Pravijo, da ne, da tudi tako ne gre. Ej, ja. Evo, prišla sva do avta zdaj, so fertik. Hodili, kao na poti smo bili tam okrog 7 ur. Mislim, da sva bila še gor kakšno urco, pa pol tam neki. Evo, pokuril 2 jurja pa pol kalorij. Poprečno je bilo utrip 110. 200 korakov naredil. Tam nek. Sprememba tele višinske razlike je bilo okrog. Točno bom pol, ko bom naredil zdaj, ko bo konc videa, ko pridejo zdaj slike pa to. Bo na koncu bojo še točno tisto, koliko višinske razlike so vse naredila, vse skup. Drugače pa je tam okrog Jurja 100 višinske razlike so naredila, da so šla gor. Ja, pač ni megleno je bilo, oblačno je bilo, tako da videti lih ni bilo kaj, ampak so pa vmes bile neke stvari, ko so bile take zanimive. Tako da, ja, hvala Bogu, evo, ura je 5, zdaj pa gasa domov z avtom. Tako da, lep dan vam želim, pa se vidimo naslednjič. No, evo, če ste pa prišli zdaj toliko daleč, pa
še tisti like dol stisniti, ker neko bedarijo 100% niste gledali toliko cajta, ne. Tako da tisti like tam spodaj stisniti, ne. Pa da ne boste zamudili na naslednjega, ker če ste že tega gledali do konca, pomeni, da boste naslednjega tudi in potem najbolj, da kar abonirate. Res. Lej, druge ni, ker kar tako za brez veze, ne. Vse vemo, vsi vemo, ne. Tako da, ajde, hitro tam stisnem klik, fertik in to je to, ne. In se vidimo naslednjič. Ajde.